Lep pozdrav, spoštovane novinarke, spoštovani novinarji na današnji novinarski konferenci. Človek ne more verjeti, kako daleč so pripravljeni iti v Golobovi vladi, da bi obdržali oblast. Očitno so pripravljeni narediti vse, si podrediti policijo, ovajati in napadati opozicijo, rušiti nadzorne institucije, zdaj bi pa še z javnim denarjem radi delali še reklamo za dosežke, in sicer za dosežke, ki jih praktično ni. Tako daleč so pripravljeni iti, da je v tem predvolilnem času na socialnih omrežjih pojavilo na stotine lažnih profilov, ki promovirajo vlado Roberta Goloba in kritizirajo opozicijo. Boj za oblast bo hud in se je začel že kar nekaj časa nazaj. Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje je namreč točno 2 meseca pred parlamentarnimi volitvami objavil poziv k oddaji ponudbe za izdelavo načrta za medijski zakup za informativno kampanjo o dosežkih vlade v mandatu 2022 do 2026. Iz poziva izhaja, da naj bi šlo za 10-dnevno medijsko kampanjo, ki bi potekala med 9. in 18. februarjem 2026, torej do zadnjega dne pred začetkom uradne volilne kampanje. V okviru te kampanje je predviden zakup medijskega prostora na spletnih portalih in oglaševalskega časa na radijih v višini 40 000 evrov. Več kot očitno je, da bi si radi pod pretvezo informiranja javnosti, radi v Svobodi, SD-jev in pa Levici, financirali predvolilno kampanjo in to na račun davkoplačevalcev. Nepošteno in do konca dvolično. Potem pa opozicijo obtožujejo obvodnega financiranja. Prav tako me srce boli, ko vidim, kakšne so prioritete te vlade. 40 000 evrov za lastno promocijo na račun davkoplačevalcev pred volitvami, medtem pa zakon v skladu za redke bolezni za otroke še vedno čaka na obravnavo. 30. oktobra je bil zakon sprejet v prvi obravnavi, da je zakon primeren za nadaljnjo obravnavo. Začetek decembra smo imeli javno predstavitev mnenj, zdaj, ko bi mogli imeti pa na zadnji redni seji v tem mandatu drugo obravnavo, pa zakona na januarski seji ni. Še vedno pa zbiramo denar za Jaka, Miloša, Teota in za vse ostale borce. Zakona o skladu za redke bolezni, kot sem rekel, ni na zadnji redni seji v tem mandatu. Če bi bila politična volja, bi tak zakon bil lahko že zdavnaj sprejet. Se pravi, v naši državi imamo denar za promocijo Svobode, SD-ja in pa Levice, nimamo pa denarja za naše otroke. Zato, spoštovani novinarji, pa tega ne rabite objavljati, kakorkoli to nagovarjam zdaj vas, vi ste tisti, ki imate moč, da ustvarite pritisk, da se potegnemo za te otroke. In tukaj vaš en iskren poziv, da stopite skupaj in da pritisnete na koalicijo, da ta zakon tudi uvrstijo na dnevni red. Žal mi je, da ni denarja za otroke, za lastno promocijo pa ni problem in to je velika sramota. Poteza vlade pa govori tudi sama zase. Če bi kakšne takšne dosežke res imeli, zakaj je treba javnost obveščati o svojih dosežkih? Če so delali dobro, bi ta dobra dela, dobra dejanja govorila sama zase. In zato ne potrebujemo 40 000 evrov. Ker pa so 4 leta v koaliciji gledali v zrak in sprejeli kup napačnih potez, pa pred volitvami mrzlično iščejo načine, kako svojo nesposobnost prikazati, bom rekel, kot neko odlično delo. Saj vem, težko je priznati, da so 4 leta na oblasti, pa recimo po poplavah niso zgradili niti enega samega doma. Obljubljali in pa govorili so pa na veliko. V Novi Sloveniji ocenjujemo, da gre pri pozivu za oglaševanje dosežkov te vlade za zlorabo javnih sredstev, za zasebni politični interes strank Svobode, SD in pa Levica. Takšno ravnanje lahko resno poseže v enakopravnost med strankami pred volitvami, spodkopava zaupanje v poštenost volitev in temeljna demokratična načela. Zato zahtevamo sklic nujne seje Komisije za nadzor javnih financ. Predlagali bomo naslednja 2 sklepa, in sicer Komisija za nadzor javnih financ poziva vlado,
naj razveljavi poziv k oddaji ponudbe za izdelavo medijskega načrta za medijski zakup za informativno kampanjo o dosežkih vlade v mandatu 2022 do leta 2026 in pa drugi sklep. Komisija za nadzor javnih financ predlaga Komisiji za preprečevanje korupcije, da zaradi suma kršitve integritete in korupcijskih tveganj pri objavi poziva k oddaji ponudbe za izdelavo medijskega načrta za medijski zakup za informativno kampanjo o dosežkih vlade v mandatu 2022 do 2026 v skladu s 13. členom Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije uvede postopek zaradi suma korupcije in suma kršitve integritete uradne osebe. Zdaj pa, če strnem vse to, kar sem povedal. Vlada Roberta Goloba, v njenem imenu Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje, išče ponudnika, ki bi poveličeval dosežke vlade Roberta Goloba, ki jih praktično ni. Torej, v tej državi se išče nekdo, ki dela čudeže. Če povem drugače, vlada Roberta Goloba bi rada z našim davkoplačevalskim denarjem prepričevala državljane, da dela dobro. Gre za državno financiranje volilne kampanje Svobode, SD in pa Levice, medtem pa na dnevnem redu zadnje seje v tem mandatu ni zakona v skladu za redke bolezni otrok. Za vse je, samo za tisto, kar bi pa mogli biti, pa ni. Za zaključek bi povedal pa samo še tole. Vlada Roberta Goloba si dela norce iz nas. In dovolite mi, da se še jaz mečkem pošalim na njihov račun. Če bodo za 40 000 evrov našli način, kako predstaviti dosežke te vlade, ki jih ni, potem bo to zagotovo največji dosežek te vlade. Hvala lepa. Gospod Regošek, da že možeš pa povek, dobro, hvala. Samo tudi prejšnja vlada, Janševa vlada je v zaključku svojega mandata strnila svoje delo, to zapisala v eni knjižni obliki in to razposlala v 1000 izvodih na razne institucije. Očitno je nek običaj, da vlada se na koncu malce pohvali svojimi dosežki. Dva odgovora. Prvi je ta, da mi smo resnično imeli kaj za pokazati za razliko od te vlade. Drugi pa je ta, da imamo v času te vlade kupenih težav, ki so nastale tudi zaradi te vlade in jih ne rešuje, ampak na tak pocen način nabira politične točke. Sem že vse uvodoma povedal. Mislim, da je to zgrešeno. Ta denar bi lahko preusmeril za bistveno kaj drugega. Ne gre za populizem, gre za tisto, kar sem povedal, da bi mogli biti ljudje, poslanci, glasovati za zakon, za otroke, za sklad, za redke bolezni. Tukaj bi mogli začeti. In potem ne rabiš nobenega denarja, če si res nekaj konkretnega naredil, da se hvališ. Ja, Furlan Mejc, še eno drugo vprašanje me zanima. Zdaj na srednjem tveganju pred poslanci so tudi glasovanja o pomembnih nekaterih funkcijah, ki govorimo o varuhu, guvernerju, ustavnih sodnikih. Kakšno je recimo stališče Nove Slovenije, recimo posebej pri varuhinji, kandidatki za varuhinjo, ona bo potrebovala dvotretjinsko večino v državnem zboru, kakšno stališče Nove Slovenije pri tem? Bo nagovarjal tudi vas za glasove? Na to vprašanje bo odgovoril vodja poslanske skupine, ko bo čas za to. Še drugo vprašanje, v bistvu za kolegico. Sodišče je odredilo, da mora NSI, preiskovalni komisiji državnega zbora, predati dokumentacijo povezano s tem sumom podnega financiranja. Jo boste oziroma ste jo že predali preiskovalni komisiji? Naredili bomo točno tako, kot je treba. Kaj to pomeni točno? Da bomo to dokumentacijo tudi predali. Dobro. Še glede KNOVS-a, tožilstvo sprejelo odločitev glede ovadbenih zdajšnjih in nekdanjih članov KNOVS-a iz NSI-a. Zdaj pred nadaljevanjem postopka sicer preverja še, ali se bodo 4 člani sklicevali na poslansko imuniteto. Se bodo ali se ne bodo? Robert Golob si je v tej državi podredil ne samo policijo, ampak tudi organe pregona. In to za pregon opozicije. Mislim, da je to vsem jasno. In zdi se, da se je v volilno kampanjo vpletlo tudi del tožilstva. Kaj pa imuniteto se bodo sklicovali na tole? Kot sem povedal, da v volilno kampanjo se je več kot očitno vpletlo tudi del tožilstva, poleg levih nevladnikov. To ni bilo vprašanje.
Sem povedal vse. Še eno vprašanje, Hanna Sanica Stela. Glede na to, da je tudi prejšnja vlada od koncu pač izdala poročilo v svojem delu, torej v tem primeru ne gre za problem v formi, če je to prejšnja vlada tudi počela v vsebini tega, kar bo ta vlada predstavila kot svoj uspeh? Vidite, tako sem prej povedal, naša vlada, prejšnja vlada je imela kaj za pokazati, za razliko od te vlade. Je pa res, da časa za nazaj ne morem spreminjati in lahko gledam samo za naprej. Če je do tega prihajalo in če so s tem nastali stroški, se mi zdi na nek način nepotrebni. V naši državi imamo kupenih težav, katere bi mogli reševati in zdi se mi neumno, da 40 000 evrov delamo za neko propagando, bom rekel Roberta Goloba, za dosežke, ki jih ni. In kot sem prej povedal, rabimo nekoga, ki dela čudeže, da bo iz nič naredil nekaj. Največji uspeh bo, kako prepričati volivce, po 4 letih ta vlada enostavno ni naredila nič. Hvala lepa. Lep dan želim. Hvala lepa.